Pol sem po teh kamnih. Glejte, sem mislil, da ni nič. Pa evo. Zdaj sem šel še malo višji, to je pa še bolj huda točka. Dober, da sem ustrajen, pa sem šel tole pogledat. Glejte, celo sneg imamo. Danes gremo novim dogodivščinam naproti. Tudi majčkeno boljša vidljivost je. Ni sicer še idealna, glejte, še zmeraj vidite meglice. Teli hribi so, tako bom rekel, nejasni. To je ta saharski pesek. Zdaj upajmo, da se to do jutr, pojutrišnjem uredi, da bo to res ono razgled čist par kilometrov. Mi gremo danes proti vulkanu El Teit. To je visok 3700-3800 metrov. Ti, Tjaša, veš, koliko je točno visok? Ne, Domen ti veš. Ne vem, 3750. No, ful lepa pokrajina, tu se zdaj dvigujemo gor. Drugač pa moderno tole, ne, takole imaš šoferja, te lepo voz. Me tole razvajate, prejšnji teden sem po Bosni hodil, sem silvo tamo, tako da lejte, jaz pa samo lepo sedim, opazujem, je pa zelo lepa narava, drevje cveti, tako da lejte, borovci. In to bo zdaj zanimivo, bolj, ko se bomo dvigali, drugač bo. Se lejte, jaz imam tole uro tole, ampak nekaj ni naštimana, bom višino pogledal, bo zelo zanimivo spremljati. Smo na poti do ognjenika El Teit. Po mojem smo to zdaj do 1/3 se dvignili. Zelo je lepo, tukaj je neka točka, ki je ful ljudi. No, se razgledi so, lejte, čudoviti. Tle ljudje hodijo gor, bom seveda šel tudi jaz to pogledat. Lejte, tole, kar vidite, to so pa ostanki lave. Ker tukaj en ognjenik, ne El Teit, ampak en drug, je izbruhnil pred dobrim 100 leti in tole, lejte, to je siguren lava. Tamle od zadju se pa že vidi ta El Teit, mal spredaj je pa ta, ki je izbruhnil pred 110 leti. Je pa tukaj zelo lepo, pojmo zdaj še tle pogledat, kaj so tukaj za ene zadeve. Poglejte ta razgled. Tisle tamle od zadju se zdaj lepš vidi El Teit, malo snega, pa še ta njegov manjši brat, drugač pa tole vse tle, ki vidite, lejte, to je pa lava bila včas. Zdaj zanimivo bi se bilo sprehoditi do kraterja tistega vulkana, ki je pred dobrim 100 leti izbruhnil. Jaz imam to že idejo, zdaj to moram še Domno pa Tjaši predlagati. Jaz bi ful šel, to mora biti ful zanimivo, je na krater pogledati, kako je. Ne, drugač pa takole, lejte, to je vse nametano. Pol sem po teh kamnih. Lejte, sem mislil, da ni nič. Pa evo, sem se kar. Dobro, da imam te merelke, da nisem šel v supergah. Lejte, pa tudi tle sem se malo praskal, ajde. Do poroke se bo pozdravilo, ampak ful ostri so te kamni, ne pa krušljivi. Jaz sem na en kamen stopil in se je podrlo dol, pa sem polpal. No, drugač pa pokrajina pa top. Evo, tamle dron, od Domna dron slišem. Tale panoramska vožnja je res zanimiva. Skozi se vse malo spreminja, pokrajina, res fantastično tole. Še ena super točka za slikanje, snemanje, lejte. To se na vsakih par kilometrov ustavimo in so takele čudovite točke. Ustavili smo se sicer tamle dol, jaz sem šel majčkeno gor in lejte, kamorkoli pogledaš, takili zanimivih hribi. Zdaj grem še majčkeno tukaj naprej, kakšnih 100 metrov, da bom še malo iz druge perspektive vse tole videl. Drugač pa fantastično tole. Tole čista prvi hrib je Pico Viejo, tole je pa El Teit.
tale zasnežen, mi gremo pa tukaj naprej noter. Lejte, pa fantastična pokrajina, lejte, tudi teli hribi, meni je tole res, ki bi bil na divjem zahodu. Zdaj sem šel še malo višji, to je pa še bolj huda točka. Tle sem pa s fotoaparatom naredil par toliko dobrih fotk. Objavil jih bom na svojem Instagram profilu, tako da pejte na moj Instagram profil Tomaž Gorec, pa me zasledite, pa boste videli, kakšne top fotke so to. Mislim, saj jaz bi rekel, da so, no, da ne bo kdo rekel, da se preveč hvalim, ampak mislim, da je pa res dobrih. No, pejte pa pogledat, pa bom zelo hvaležen, če bom kakšen mnenje dobil. Kot sem rekel, ne zmanjka teh razglednih točk. Tukaj še ena super, tole v zadju El Tajt, okolica zanimiva. Lejte, tudi na tole stran, kamorkoli pogledaš gore, malo sicer piha, ampak ful hudo vse skupaj. Lejte, še tole tlele dol v to dolino, ki pogledaš, malo slabše se bo sicer videlo, ker bo proti soncu kamera obarjena, ampak gledajte tole, ne. Fantazija, fantazija, fantazija. Samo 500 metrov smo se pelali, pa evo, smo se spet ustavili, nova zanimiva stvar za pogledati. Glejte, tele, ko bi rekel, posebne oblike, tako da bo zanimivo pogledati tudi od bližje. Sem prišel malo bližji, glejte, kako je to noro, dober. Na unle tamle v zadju je zanimiv. Tudi ta, pa ne vem, kam ta pot gor pele. Verjetno kakšna razgledna točka. Potem bom šel pa še dol spodaj pod tizgale tamle zadaj, ker tam je najbolj zanimiv. Tamle se neha, evo, sem še hiter skočim, da vidimo, kaj je, če je kakšna razgledna točka. Wow, lejte, wow, kaj je tu dober. Lejte, tegale od zadej, wow, je dober. Vidim pa dol ljudi. Ja, tako da jaz grem tudi dol. Wow, ful hudo. Kar ni konc teh zadev. Zanimiva potka. Zanimive skale. Zanimivi hribi. Sonček. Nabiram vitamin D. Diham svež gorski zrak. Kaj češ? Lepšega, lejte, super, dober, da sem ustrajen, pa sem šel tole pogledat, lejte, a ni čudovito, vam pa moram pokazati, kaj je tle dol, lejte, čist odrezano, je sicer tukaj tudi ograja, sam jaz sem za boljšo fotko, seveda šel čez. Lejte, je pa tole fenomenalno. Sploh nisem vedel, da je tukaj kaj zanimivega, ampak lejte, ko sem ustrajen, pa kar rinem, pol najdem take stvari, ne. Zdaj, tam je že zgledalo, da ne bo nič. Lejte, zdaj grem pa tle krožno, po teli potki dol, pa okol, pa za tistim hribom nazaj in pridem na izhodišče. Bo to trajalo, ne vem, 1 uro bom skupaj hodil, ampak ful dober. Ravno kar sem tamle videl eno gospo, ki snema z dronom in sem se pa zamislil, mislim, rekel sem si, kaj mi je žal, da nisem še jaz drona vzel, pa da bi ga tlele spustil. Imam ga v avtu, v ruzaku, sam vzel ga nisem. In tu, tle veste, kakšni bi tle posnetki bili, ne. Ne vem, zakaj ga nisem vzel.
Malo se bojim ga v las pustiti, ker ga še nisem od takrat, ki mi je dol pol pa, da ne bi komu na glavo pol. Je pa to zdajle glih ta prav čas. Mislim, glih ta prav plec je tukajle za dron spustiti moj, če bo kje pol, ne bo nobenemu na glavo pol, ker ni glih veliko ljudi. Poglejte, gledam tole in sem rekel, tole pa kaj bi en kamne naložil. Pol, druga zadeva, ki mi pade na pamet, sem rekel, wow, tle pa se pa ful dobro gor splezalo. In pol slišim nekaj in lejte, vidim ljudi v steni, zdaj vi jih ne boste videli, tamle so bolj rdečo oblečeni na desni strani, dva sta pa tamle gor čist na vrhu že. Sicer tale trenutek se jih ne vidi, prej se jih je pa videlo. Tako da ful zanimiva tale zadeva. Lejte, celo sneg imamo. Smo na višini 2200 metrov. Zanimivo, spet malo drugače je bilo prej, tako da pravi užitek se je voziti tukajle po tej cesti. Jaz prav uživam. Tukaj smo še na enem čudovitem in zanimivem kraju. Tukaj naj bi tla ves čas, ali pa samo občasno, ne vem, vibrirala zaradi magme, plinu, vode, ki je noter. Dajte se malo ustavim. Ja, jaz nič ne čutim. Jaz nič ne čutim, samo je pa lepo pa zanimivo, ne? Tako da, lejte, imamo pa sneg, lejte, vidite. Tako da sneg pa v kratkih rokavih sem, zdaj piha, se bo mogel videti jaz tole obelčiti. Če ne, se bom prehladil oziroma tudi težko bo zdržati. Tole smo na 2200 metrov. Tamle v zadju vidite tele observatorije, ali kako se temu pravi, za opazovanje zvezd. Mal je deleč, ampak je to zelo lepo videti, tako da bom lepe slikce naredil. Glede, drugače pa tle avto imamo čist na snegu parkirano. In tudi snega dost, glejte, tamle Eltajt. Tamle mal nazaj smo celo videli cel kup ljudi, ki se sankajo. Jim je to zgleda zelo interesantno. Eni so se kar po jaknah sankali, oziroma to so se bolj drsali, ali kako bi temu rekel. No, drugače pa tle je kar zimsko. Še prej sem bil v kratkih rokavih, zdaj sem se pa kar oblekel. Tako da tole sem še par fotk naredim, pa gremo naprej. Hudih točk kar še ne zmanjka. Zdaj je čist drugače ratalo, ne? Lejte, tu smo še zmeraj na 2200 metrov. Zdaj se bomo dol spuščali. Tamle je vulkan Eltajt, je proti soncu se slabo vidi. Lejte, tukaj le gost. Sem pa, kje smo že malo videli morja dol, ampak dol je oblačno. Ampak gledajte, tole tukaj gor je fenomenalno. Sem že na terasi, tukaj le našega stanovanja. Kaj pravite, tale dan je bil res nor. Jaz sem čist navdušen. Tako da verjeten vam je bil tudi ta video všeč, da ste gledali do konca, tako da to se iskreno zahvaljujem. Smo se glih pogovarjali, me je Tjaša svetovala. V četrtek Domen pa Tjaša ne bota, imata neke opravke tukaj. Jaz bom pa mogoče sam šel še enkrat gor v kakšne hribe. Vse tam z dronom posnet, ki sem rekel. Upam pa, da bo vreme tak, ki smo ga imeli. Tako da to bo super. Jaz zdaj upam, današnji dan je bil tukaj fenomenalen. Upam, da bo še kakšen tak. Tudi če bo malo slabš, nič zato, ker tole je bilo res noro.
Tako da res, lejte, en sam užitek, sploh ne vem, kaj bi rekel. Zdaj sem lepo tukaj prijetno utrujeni smo prišli. Da bom nekaj pojedel, malo za računalnik šel. Kaj češ lepšega, tako da, lejte, res uživam, res mi je fino. Malo me je sonce v peku mogoče, čeprav sem se ful mazal. Tako da je to. Lejte, če niste gledali včerajšnji video, si ga poglejte. Jutri ga bom spet objavil ob 18:30. Če še nisi naročen na moj kanal, se naroči, samo klikneš ono naroči se pa zvonček. In to je to. Lejte, jutri spet nov video, nove dogodivščine. Adijo, lep pozdrav iz Tenerifov v Slovenijo.